Pozdravljeni. Nastopil je trenutek, ki ga je večina navdušencev težko pričakovala. Predstavljen je bil nov Ferrari SF Pomišljaj 24. Poglejmo si skupaj, kaj so pripravili v Maranellu za letošnjo sezono. Točno ob 12. po srednjeevropskem času smo lahko vsi mi, navdušenci ter ljubitelji Formule 1, spremljali predstavitev novega Ferrarija za prihajajočo sezono 2024. Predstavitev je bila samo v virtualnem svetu, tako da pravzaprav niso organizirali tistega klasičnega, velikega srečanja v Maranellu, kjer se je zbralo ogromno ljudi. A po drugi strani vsi mi smo dobili dovolj materiala, da lahko vidimo, kakšen je SF Pomišljaj 24. In tudi tokrat se bomo najprej ustavili pri njegovem izgledu. Nato v drugem delu bomo skušali analizirati tudi vse njegove tehnične lastnosti ter seveda spremembe med sezono 2023 in 2024. A začnimo, kot običajno, pri tistem, kar je našim očem najbolj očitno, pri barvni shemi in seveda spremembah le-te. Ferrari je rdeč in tu marsikdo bi dejal nič novega. Meni osebno se zdi, da je odtenek rdeče nekoliko svetlejši od tistega, ki smo ga gledali v zadnjih sezonah. A v zadnjih sezonah je res obstajal trend, da se rdeča barva Ferrarija nekako vrača k tisti izvorni, ki je bila dokaj temno rdeča. A to ni toliko važno. Res, po napovedih, kot smo že govorili v samem komentarju novic, ne vidimo več toliko črne barve, temveč je zopet prišla bela in seveda tudi rumena. A če pogledamo malce barvno shemo, bomo lahko takoj ugotovili neko podobnost s tistimi vztrajnostnimi prototipi, s katerimi so pri Ferrariju zmagali lani dirko za 24 ur Le Mana. In to ni nič takega. Namreč jasno je, da se želijo malce okititi tudi s to zmago, čeprav v tistem projektu je sodelovala tovarna avtomobilov Ferrari, seveda z ekipo AF Corse in ne Scuderia Ferrari. Ampak konec koncev povprečnemu sledilcu, povprečnemu ljubitelju to ne bo niti toliko važno. Videli smo tudi spremembe na samih zaščitnih oblačilih, tako Carlosa Sainza mlajšega kot Charlesa Leclerca. A rad bi poudaril, da mene osebno ta izgled me ne navdušuje, kot da bi bil nedodelan, malce mrdu in daleč od tistega, kar smo videli v prejšnjih sezonah, kjer so Ferrariji bili, vsaj po mojem subjektivnem mnenju, izjemno lepi na pogled. Ampak kolikokrat sem že poudaril, da ni važno, ali je bolid privlačen na pogled ali ne. Važno je, da je hiter. Še sam Enzo je dejal, da bolid postane privlačen v trenutku, ko začne zmagovati. In za dosegati takšne rezultate je potrebno imeti najprej tehnične lastnosti. In kot običajno bomo tudi tokrat začeli na prednjem delu in se pomikali proti zadku. Pri Ferrariju SF Pomišljaj 24 najprej opazimo izjemno širok in kratek nosni konus. Za razliko od lanskega, ki je bil prav tako pripet na drugi profil prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, bi lahko rekli, da je letošnji malce bolj krepak, kot da ne bi bil tako obdelan.
In če ga na primer primerjamo s tistim, kar so pokazali pri Aston Martinu in njihovem AMR 24, bomo takoj opazili tudi neko razliko tu. Seveda gre za podoben koncept pri eni in drugi ekipi, ampak vidimo določene razlike. Vidimo, da pri Ferrariju so zadeve malce bolj, dovolite mi izraz, obilne. In tu prva pripomba. Zadeva je izjemno podobna tistemu, kar smo videli pri predstavitvi barvne sheme ekipe Haas. K tej točki se bomo še vrnili. Če pogledamo sedaj za trenutek tisto prednje vpetje, bomo zopet ugotovili nekaj. Praktično nič novega, push rod, enaka konfiguracija, kot smo jo videli lani, in pravzaprav na tej primerjavi SF-24 z lanskim SF-23, takoj zapazimo, da pravzaprav kakšnih vidnih razlik ni. In zopet se vračamo k tisti polemiki, ki je kraljevala kar lepo vrsto mesecev v lanski sezoni. Namreč Ferrari je imel ogromno težav s samo degradacijo pnevmatik in mnogi so s prstom kazali na konfiguracijo, mehansko konfiguracijo vpetja. Tudi sam sem bil med njimi. Seveda, sami koti in konfiguracija še ne pomeni vse, ampak ne kaže na kakšne spremembe. A pojdimo kot običajno še malce bolj nazaj, do tistih bočnih vstopnih rež. Tudi tu, seveda po tisti Red Bullovi šoli, vidimo podaljšan spodnji rob, ampak ne tako podaljšan kot pri nekaterih ekipah. In tu je treba poudariti, da bočni vstopni reži sta izjemno široki, izjemno krepki. Seveda, na primer v primerjavi s tistim, kar smo videli pri Aston Martinu, kjer je bil spodnji rob bistveno bolj podaljšan in tudi reža izjemno majhna. A za razliko od tistega, kar vidimo pri bočni reži, če pogledamo zgornjo, je ta trikotne oblike, brez tako imenovanih ličnic in enaka tistemu, kar smo videli lani. Zanimivo, kajti tu vidimo nekakšen drugačen trend pri vsej konkurenci, vsaj pri tistih, ki smo jih do sedaj imeli priložnost videti. Bočne strukture, če jih pogledamo od strani, so tudi nekako podobne miselnosti, ki jo je razvil Adrian Newey pri Red Bullu. Seveda, mnoge ekipe so se k temu trendu prilagodile že v sezoni 2023, ampak pri Ferrariju niso tako dodelane, kot smo videli na primer pri Red Bullu RB19. Zadeva je zopet, vsaj na moj pogled, dokaj krepka in mislim, da med sezono, oziroma vsaj upam, bomo videli neke vrste shujševalno kuro. A tu se bomo ustavili pri podrobnosti, ki je vidna na samem vrhu. Verjetno ste opazili kar lep del nepobarvane površine. In tu se nahaja tobogan, podobno kot že pri citiranemu Aston Martinu AMR 24. Le da je bolj plitek in bistveno krajši. Tu imate primerjavo pogleda od zgoraj med novim Ferrarijem in novim Aston Martinom. Že pri Aston Martinu sem dejal, da se je ta tobogan nekoliko skrajšal v primerjavi z lanskim. Poglejmo si, koliko krajši je tisti pri novem Ferrariju. In videli bomo na sami progi, kaj to pomeni. Skladno z trendom, tisti pokrov pogonskega sklopa je izjemno širok, bazoka je seveda prisotna tudi tu, z kar 4 režami, 4 hladilnimi škrgami na vsaki strani. Seveda, sedaj prihajamo na tisti zadek, seveda na tisto zadnje vpetje, ki verjetno zanima marsikoga.
imamo pull rod z elementom spodaj, kar je v nasprotju z večino tistega, kar smo videli do sedaj na predstavitvah. Zakaj so se pri Ferrariju tako odločili, kot običajno vedo sami. A pravzaprav je zanimivo videti, kako v nekaterih področjih grejo praktično s tokom, v drugih v samem nasprotju. A pravzaprav je sedaj treba se še malce ozreti na tisti zadnji aerodinamični stabilizator, kjer res opazimo, da na konceh pomožnega profila seveda tisti robovi niso zaokroženi in spojeni samo končno ploščo. Torej, lahko bi dejali, da pravzaprav nov Ferrari SF pomišljaj 24 ni pokazal nobene ekstremne rešitve, nobenega presenečenja, res po svoje sledi trendom, ki smo jih videli pri Red Bullu, ampak še zdaleč ne tako, kot je verjetno marsikdo pričakoval. So na nivoju nekoga, ki je komaj začel s tem razvojem, ampak preden pridemo do nekih zaključnih misli, je treba pogledati še, ali se je spremenila medosna razdalja in seveda položaj vozniške kabine. Kot običajno bomo pogledali Ferrari in Aston Martin in seveda vidimo lahko, da bistvenih razlik ni, vsaj glede na to, kar se da razbrati iz fotografij. In seveda treba je zadeve tudi preizkusiti. Imamo Sauber C44, ki je pravo merilo, vsaj tako smo videli prej, pri ocenjevanju teh sprememb. In tudi tu medosna razdalja je identična, torej smatramo, da 3600 mm. Prednje vpetje varnostnega loka halo, kot pri drugih primerjavah, je tudi tu pri ekipi Sauber pomaknjeno malce bolj nazaj. Torej lahko smatramo, da je tudi sedež malce bolj pomaknjen nazaj. In sedaj prihajamo do tiste točke, ki je meni osebno zanimiva. Namreč pri Ferrariju SF pomišljaj 24 sem videl kar ogromno podobnosti z Haasom VF pomišljaj 24. In ne govorim samo o imenu. Res, biroja, ki sta zarisala eden in drugi bolid, sta v bistvu v sosednjih stavbah. A zanimivo je, da Enrico Cardile je začel slediti tistim trendom, ki jih je nakazal pravzaprav avtor tega bolida, do nedavnega tehnični direktor ekipe Haas in njegov nasprotnik Simone Resta. Verjamem, marsikomu se zdi bogoskrunsko primerjati Haas in Ferrari, še posebej, ker pri Ferrariju izgleda, kot da so sledili tistim trendom, ki jih je nakazoval Haas. Ampak meni osebno se zadeva zdi, da kaže v to smer, kar po svoje pomeni, da pri ekipi iz Maranella niso pokazali vsega ali pa niso pripravili bolida do svojih najboljših sposobnosti. Ne vem, kaj bi rekel, sam sem pričakoval več. Tudi na posnetku tistega shakedowna v Fioranu ne vidimo kakšnih drugačnih oblik od tistega, kar smo videli na renderih. Zato za enkrat Ferrari SF pomišljaj 24 ni pokazal nič, kar bi vsaj meni pritegnilo pogled. A gre za moje videnje, moje razmišljanje in moje osebno mnenje. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.